Lepo pozdravljeni, gospod Šiško, dobrodošli v našem studiu. Lep dober dan tudi vam. Občina Krško je zdaj tudi uradno mestna občina. Vi ste bili tisti, ki ste vložili predlog za podelitev statusa v zakonodajni postopek v svojem imenu, imenu župana in občinskega sveta. Kakšna je bila konkretno vaša vloga po vložitvi predloga? Res je, to je en zgodovinski uspeh, da smo dobili tudi danes uradno, se pravi 4.12. je uradno bilo status mestne občine podeljeno, tako da lahko danes že govorimo, da smo v mestni občini. In to lahko vam tako rečem, sem bil prav vesel, da mi je to uspelo. Res je, da ko smo se začeli pogovarjati na občinski seji, je takrat po seji 15.7. sva z županom se naslednji dan dobila in me je vprašal, če sem pripravljen to vložiti. Sem rekel seveda, ker sem že tudi sam prej razmišljal, kako bi to lahko sploh speljalo, in še toliko več energije sem potem dobil, ker sem videl, da me tudi lokalna skupnost podpira. In v dogovoru, da se to počasi pripravi vse, smo potem čez poletje pripravili dejansko gradivo na občini vse in 23.9. sem vložil v Državni zbor dokumentacijo za sklic seje izredne oziroma redne seje, da bomo lahko dobili status mestne občine. Vsekakor pa je to dolgotrajno bilo, šli smo čez vse postopke, tako da smo mogli 30-dnevne roke čakati za informacijo, kaj nam bo povedala Združenje mestnih občin, kaj nam bojo povedali Združenje občin, da bomo pridobili mnenje. In ko smo to enkrat imeli že v Državnem zboru, sem potem tudi se dogovoril v Državnem svetu, da imamo pred njihovo komisijo predstavitev, kjer smo z županom imela predstavitev, tako da potem so pa roki začeli teči in 27.10. je bilo tako, da smo imeli odbor za notranje zadeve, za kar sem tudi mogel zaprositi za izredno sejo odbora. In potem se je pač peljalo tako, kot se je peljalo. Tudi moram povedati, da lokalni časopis nas je zelo spremljal. Vse je opisano noter, lahko tudi povem, da je bilo veliko neprespanih noči. Sploh tisti trenutek, ko sem dobil na odboru zadostno število glasov. In res je, da sem se pred tem dnem, to je bilo 24., 25., 26., večkrat dobival ločeno z posameznimi vodji poslanskih skupin in jih prosil, in ko sem dobil pozitivno mnenje, da mi bojo dali podpise za sklic izredne seje, sem jih še zadnji dan vprašal, ali še vedno drži trditev, pa so rekli, če smo enkrat rekli, bomo tudi dali. In ker je odbor to dal zeleno luč, smo potem takoj naslednji dan vložili sklic za izredno sejo. To pa vemo, da je 15-dnevni rok traja in glejte, je pač bilo malo tudi presenečenje za vse. Vsi so me spraševali, kaj se mi tako mudi, ampak jaz sem povedal pač, da želim to čim prej zaključiti, da imam potem mir. Je pa to ena res velika pridobitev za Krško, za Posavje. Sploh sedaj v tem času, ko se tudi pripravlja neka pobuda, da bi Slovenija prišla na pokrajine. Pokrajine bi se oblikovale na tistih delih, kjer so mestne občine. Se pravi, Krško ima sedaj mestno občino, Posavje ima mestno občino in tista zgodba, da bi se združili Posavje, Zasavje skupaj, ne pride v poštev. Tako smo tudi se pogovarjali že na samem občinskem svetu in glejte, bilo je težko, moram povedati. Res se bi rad zahvalil vsem takrat, ko so mi pomagali, ampak zadnje dni sem pa res veliko truda mogel vložiti noter. Kot smo že poročali, so poslanci z veliko večino podprli ta vaš predlog.
pa ste pričakovali pozitiven izid? No? Glejte, moram reči, da sem bil malo zadržan. Nisem želel preveč na glas govoriti, čeprav sem potihoma računal in skozi sem si govoril, no ja, saj en glas bo pa sigurno več, ker rabimo navadno večino in ne rabimo 46 glasov. In ko sem imel tistih 42 podpisov, sem rekel, no, to, če se bojo vsi držali, potem upam, da bo šlo skozi. Sicer sem pa imel tudi na drugi strani pogovore in ne glede na to, da sem 42 podpisov, da sem vložil za sklic izredne seje, sem imel še tudi na drugi strani vsaj 10 do 12 glasov garantiranih, tako da sem pričakoval, no, ampak ne s tako razliko, pa res ne. No, sprašujem zaradi tega, ker nenazadnje Krško ne izpolnjuje vseh pogojev, ki so potrebni za ustanovitev mestne občine, ne? No, to je star zakon iz 94. leta. Jaz bi tako rekel, smo ena in edina občina, ki imamo nuklearko, druge občine nimajo tega. In tudi to število, da mora biti 15.000 prebivalcev pa zaposlenih toliko, mi smo šli v združevanje z krajevno skupnostjo Leskovec, zdaj bomo dali skupaj v mestno občino, tako da bo po vsej verjetnosti zdaj bomo imeli 2 četrti in to bo Krška četrt, Krška krajevna skupnost bo mestna četrt in Leskovec mestna četrt. Sicer se še o tem nismo čisto do konca pogovorili, ampak bo veliko dela tudi na občinskih sejah, da se bomo to uskladili, vse kako bomo to dosegli. Gospod Šiško, to je vaš prvi mandat poslanca v Državnem zboru. Morda ena ocena trenutnega stanja, oziroma raje kot to, kako ste se znašli v tej vlogi? Ja, res je bilo vse skupaj nepričakovano. S tem, da mislim, da je to bil tudi en največji moj uspeh v tem mandatu. Moram povedati, da od začetka niti nisem pričakoval, da bom imel toliko dela. Res smo majhni, smo 3 in moramo res pokrivati vse odbore, kot nekatere večje poslanske skupine, ko nimajo toliko, nimajo toliko malo poslancev, imajo več poslancev in če spremljate, kot mene spremljate in našo poslansko skupino, vidite, da smo prisotni na vseh odborih, veliko tudi govorimo, tudi ta podatek nekaj šteje, da sem v tem času oddal 308 poslanskih vprašanj, kar me še vedno uvršča na 3. mesto in daleč za mano je potem z 200 poslanskimi vprašanji na 4. mestu. In moram povedati, ni heca, treba je delati in če sem jaz takrat se pač odločil, da bom kandidiral in ko sem bil izvoljen, je bilo to majhno presenečenje, ampak jaz si vedno dam cilj, da če nekaj začnem delati, želim speljati do konca. No, vmes se je zamenjala vlada, zadnji 2 leti je v ospredju epidemija koronavirusa oziroma stanje povezano s tem. Vi sicer pripadate Slovenski nacionalni stranki, ki je sicer ves čas opozicijska. Kako gledate na to celotno situacijo, kako ocenjujete spopadanje z epidemijo, z virusom strani vlade? No, glejte, lahko vam povem, res je, da smo opozicijska stranka, vendar podpiramo, tako prejšnjo vlado smo podpirali, kot sedanjo vlado podpiramo v dobrih idejah za razvoj države. Kajti država mora delati. Tukaj moram izpostaviti, da sem imel prvič takšno mučno obdobje, lahko temu rečem, pri glasovanju za ministrico Angeliko Mlinar. Na koncu sem se vzdržal, kar je prineslo do tega, da je Angelika Mlinar postala ministrica. Še bolj me je pa presenetilo potem čez 4 dni, ko se peljem v Ljubljano in sem po radiu slišal, da je vlada z Marjanom Šarcem odstopila. In sem si
nekako pri sebi potem rekel, poglej, hodiš v Ljubljano, hočeš dobro državi, da bo delovala, da bo funkcionirala in ti potem iz ozadja nekdo nekaj naredi. V bodoče, ko bo bilo katera interpelacija proti ministru, najbolj, da se vzdržiš in boš vsaj vedel, da si na pravi poti. In zaradi tega tudi marsikdo me sprašuje, zakaj sem se vzdržal pri interpelacijah. Samo iz tega razloga. Kajti danes ne vemo, zdaj v tem času imamo pa sploh take situacije, da imamo skozi na tapeti ministre. Pa vam moram povedati, gor tudi večkrat povem, ko izpostavljam poslansko vprašanje in rečem, minister, niste vi krivi. Krivi so tisti, ki so noter zaposleni že več kot 10 let, obrnejo 2-3 stavka, datume in s tistim dokumentom pridejo potem do vas, vi podpišete in gre stvar naprej. Veste, težko je delo poslanca, še teže je delo ministra, ker kajti minister bi mogel imeti ljudi, da si jih bi sam zbral. Vsaj tistih prvi, drugi, tretji sloj, ki jim bi lahko zaupal. In te ljudje bi lahko bili na teh položajih toliko časa, dokler je minister. Ne pa, da jih on pripelje in potem, ko minister dobi interpelacijo, odleti, pride drug minister, te ljudje ostanejo oziroma se jih zaposli za nedoločen čas. To je pri nas zgrešeno. Moje razmišljanje je tako, če si ti minister, imaš drugo, tretjo, četrto roko, je pa tista, ko so na nižjih, ko pa morajo res delati pa pripravljati. To, kar se s korono dogaja, pogledajte, sej v celem svetu je. Pri nas so opozarjali. Še ko je bila Šarčeva vlada, mi smo že imeli epidemijo v Sloveniji, v Črnomlju se je že pojavila. Jaz vam lahko povem danes tukaj, dobil sem informacijo, preden se je sestala Janševa vlada, da je že bilo 5 obolelih v Črnomlju oziroma v Metliki. Ampak to mediji takrat niso poročali. Ko je bila vlada sestavljena, Janševa vlada sestavljena, isti večer so začeli omenjati, da imamo korono v Metliki. In jaz pravim tako, igrajte vsi odprte karte, ne pa neki za nazaj potem devati. In ta korona je v celem svetu. Glejte, mene ne boste nikoli slišali, tudi danes vam ne bom rekel, pojdite se cepiti. Vsak se bo za sebe odločil, ampak jaz osebno, ko grem v trgovino, sem cepljen, grem v trgovino, kamorkoli grem, si dam maske. In z masko hodim. Ne zaradi tega, da bo kdo mene okužil. Kaj pa vem, jaz sem cepljen, jaz sem občasno samo testiram, hitro testiranje in sem vedno negativen in mogoče mi pa res kjer drug lahko prinese to zadevo, kljub temu, da sem cepljen. Kajti to govorijo tudi vsi zdravniki, da če si cepljen, tudi lahko zboliš, ampak je manjša možnost, da boš prišel do bolnice. Ali menite, da smo zaradi virusa postavili kakšne pomembne teme na stranski tir, pa jih ne bi smeli? Ja, gledajte, tudi je kakšna pomembna tema šla recimo v zdravstvo. Lahko rečem, da smo 35 milijonov dali takoj na začetku Šarčeve vlade, smo podprli za zmanjševanje čakalnih vrst. Ampak danes se pogovarjamo spet o zdravstvu, čakalne vrste so še vedno in ne vemo, kam gre ta denar. Jaz sem tudi v Ljubljani predlagal, da bi za vse te investicije, ki se deva v zdravstvo, bi mogla biti neka komisija, seveda sestavljena tako iz koalicijskega in opozicijskega poslanca, in da bi te dva poslanca na odboru poročala, vsaj delno, in bi lahko, če ne že na seji, vsaj na odboru za zdravstvo, kam gre ta denar. Glih tako, zdajle smo potrdili za investicije v zdravstvo. Glejte, investicije, to gre veliki denar. Moramo pa vedeti, da bojo sigurno prioritete imeli tisti poslanci, ko so v vladi.
in bojo rekli, v našem domačem kraju manjka to pa to in se bo tam večji del denarja nakazal za izgradnjo. Tako da ta korona nas je fejst prizadela, moram povedati, v celem svetu je in zdaj sploh ta še zadnji sev, ki se približuje, ki še sploh ne vemo, kaj dejansko je. Ne vemo, če bo to zdravilo, ko smo se zdaj cepili, uspešno proti tem novem. In glejte, bomo videli, se pravi, to so strokovnjaki, to pa jaz žal nisem. Če še malo ostanemo pri državnem zboru, v parlamentarni proceduri je predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Njegova usoda bo znana, najbrž znana na naslednji seji. Kakšno je vaše stališče do tega predloga? Ja, glejte, dolgotrajna oskrba, to je treba urediti, to se rihta že nekje 20 let se pogovarjamo, ampak za čudo, ne, spet smo pred volitvami, spet neke bombončke nekdo deli. Zdaj smo prišli celo do tega, da naj bi občine prevzele plačilo, občine bojo na koncu rekle, ne, to naj državni proračun, tako da, glejte, bomo videli, odbor za zdravstvo je sicer že imel prvo branje, na seji še nismo imeli, tako da bomo videli, kaj se bo na tej seji dogajalo. Zdaj, vi ste kritični do tega predloga, predvsem zaradi financiranja, če prav razumem. Ja, glejte, meni ni vseeno, da bo pa zdaj dolgotrajna oskrba vsa preletela na občino in da bojo občine mogle iz občinskih sredstev plačevati, ne da bi dobila sredstva iz državnega proračuna. Kajti, če mi odločamo v državnem proračunu, potem moramo tudi mi zagotoviti ta sredstva za občine, da bojo lahko občine, ne pa da bojo na koncu prišli celo do tega, da bojo sami državljani mogli plačevati. Kako sodelujete z ostalimi posavskimi poslanci, ali se povezujete, ne glede na politično pripadnost, ko gre za teme, ki so nekako pomembne za dobrobit Posavja? Ja, poglejte, mi od samega začetka dobro sodelujemo, imamo klub posavskih poslancev, marsikjer nam tudi včasih zavida, ker je Matjaž Han je iz SD-ja, Tomaž Lisec iz Sevnice je iz SDS-a, jaz sem iz SNS-a, Igor Zorčič je trenutno nepovezan, ampak mi se vsekakor dobivamo večkrat, se kaj pogovorimo in ne vidim nekih težav, da bi kdo karkoli rekel, tudi kdaj se pohecamo na kako stvar. Tako da sodelovanje je dobro, no. Ne morem reči, da pa nismo zdaj, ker smo vsi iz različnih političnih opcij, da smo pa zdaj skregani med sabo ali pa da se nočemo pogovarjati. Se povezujete tudi s posavskimi župani? Ja, tudi smo poklicani na posvete, ko jih imajo, tako da tudi njihove pripombe upoštevamo in se pogovorimo, pač kdo bo postavil problematiko v Ljubljani. Tako da mislim, da ni nekih zadržkov. No, v zadnjem času smo priča turbulentnim razmeram na področju energetike, sploh kar se tiče kadrovanja, pa me zanima, kako kot poslanec in tudi kot Krčan gledate na dogajanje v zvezi s tem. Glejte, jaz sem to že dolgo časa, že prvo poslansko vprašanje takrat Marjanu Šarcu je bil v vezi z izgradnjo drugega bloka in sem bil, moram vam povedati, prav presenečen, ko je takrat iz prve rekel, ja, podpiramo izgradnjo drugega bloka in to je za mene bil en veliki plus. Je pa res, da sem tako njen kot sedanjem Janezu Janši govoril, da mi imamo v Krškem največji problem z odlagališčem. 40 let se že pogovarjamo o tem odlagališču, ne duha, ne sluha. Zdaj pač neki govorijo, da se pripravlja sporazum, ki naj bi prinesel do tega, da bi se začela izgradnja. Ampak, glejte, mislim, da mi moramo najprej poskrbeti za to, da bomo imeli odlagališče tle, da bo slovensko odlagališče, ne tiste neke manevre, ko so imeli komisija, ki moram biti kritičen do nje.
ta komisija za spremljanje odlagališča nizko in srednjih radioaktivnih odpadkov, mislim, da ni na pravi poti, kajti če bi tako delal pokojni gospod Galeša, ki sem ga spoštoval, tudi verigo hidroelektrarn ne bi imeli. On je pa za vsako spremembo šel v Ljubljano, se pogovoril. Ta komisija pa je celo imela pomisleke, da bi se združili z Hrvati in da bi hrvaške odpadke, ne samo te, ko so v Sloveniji od nuklearke, da bi celo iz bolnic z Hrvaške vozili gor. Glejte, na to pa ne bom jaz nikdar pristal in ne bom potrjeval takih stvari. Vemo, da imamo v Krškem energetski bazen. Jaz se včasih tudi gor v Ljubljani pohecam, pa pravim, kaj pa čete nam, mi smo energetska pokrajina dejansko. Kako pa komentirate te kadrovske razmere? No? To sem vas želela vprašati v energetiki. Saj jih še ni. To se samo pripravlja neki. Glejte, bomo videli, kaj se bo dogajalo še. Jaz pravim tako, če je že pride do teh sprememb, naj pride nekdo, ki se spozna na energetiko, ne pa nekdo politično nastavljen, da ga bojo potem drugi vodili. Ne more se zgoditi, da bo nekdo prišel, ki ne bo imel pojma o energetiki. In to sem tudi jasno in glasno in v Ljubljani povedal. No, energetika je ena od tem, ki jih pogosto izpostavljate. Katere pa so ostale teme, no, ki so vam blizu? Ja, glejte, moram povedati, da sem se gor tudi izboril, da imamo končno sedež ARAO-ta, pa vendar imamo samo napisan ARAO, pisarna je tle in en računalnik. In to sem tudi v Ljubljani jim že povedal. In tako ministru kot državnem sekretarju. Če imamo sedež, potem pridite dol in tukaj delajte. Imel sem veliko pogovorov in tem tako s poslanskim vprašanjem, kot tudi raznimi inštitucijami glede upokojencev, potem izseljencev, Romov, tujih prebivalcev. Sem v pododboru za romsko skupnost. Glejte, kaj takega ne želim sploh tle omenjati, sploh v medijih, kaj vse tam vidimo in kaj se dogaja. Ničkolikrat sem kritičen, jaz pravim tudi na te zapiske, ko jih prinese poročila letna, ko prinese varuh človekovih pravic in mu rečem, ne se napovedati, pa pridite v Karinov grm, usedite se v avto, rečete, da greste v Maribor, pa se pripeljete dol, pa boste potem videli pravo stanje. Ker v Karinovem grmu, v Krškem vejo že 3 tedne prej, točno dan, uro, kdaj bo prišel varuh človekovih pravic. In takrat bo vse čisto. Sicer, ker je to pač taka tema, Romi, sem večkrat tudi mal, kako bi rekel, očrnjen pri nekaterih državljanih, ampak, glejte, to je tema, jaz si tudi želim, da bi oni začeli drugače razmišljati, drugače živeti. Nenazadnje, na občinskem svetu sem rekel našem romskem svetniku Moran, ti si njihov predstavnik. Na občini imaš prostor, ti bojo dali sejno sobo A, povabi vse, pa jim povej, kaj in kako je treba delati. Ne, da dobimo poročila, pa iz medijev potem zvemo vse, kaj se dogaja. Tako v trgovskih centrih, kot v šolah, čeprav v šolah to zanikajo trenutno, ne. Sicer jaz vem zakaj, pa ne bom to na glas povedal, zastopim pa. Zato sem tudi očrnjen kdaj. No, sicer pa ste dejavni tudi v različnih odborih, v različnih komisijah. Morda nekaj besed še na to temo. Ja, tako kot sem omenil, sem v odboru za notranje zadeve in javno upravo. Potem sem za okolje in prostor, za infrastrukturo. Predsednik sem komisije za Slovence po svetu in zamejstvu. Moram reči, da na tej infrastrukturi tudi imam posluha pri ministru, ko ga opozarjam, da je treba kako stvar zapeljati na boljše.
Boril sem se za most v Podbočju. Lahko vam povem, da smo skupaj z županom Kostanjevice dvakrat, trikrat bila pri ministru in smo se dogovorili tudi, da bojo pred izgradnjo mostu v Podbočju na stroške države uredili cesto, se pravi stara cestna povezava iz Podbočja do Kostanjevice, ki je v katastrofalnem stanju, sploh tle od meje med Krškim pa Kostanjevico do šole, tam je cesta res katastrofalna in smo se dogovorili, da bojo to sigurno uredili pred izgradnjo mostu v Podbočju. Potem tudi z lokalnimi podjetji sodelujem, tako da kjerkoli me pokliče in ima kako težavo, mu uredim, z lahkoto uredim sestanek na ministrstvih in so vsi prav zadovoljni. No, aktivni ste tudi v lokalni politiki, ste član občinskega sveta občine Krško. Kako ocenjujete delo občinskega sveta v tem mandatu? Ja, glede na to, da sem bil od 2002 do 2010, moram povedati, da so bistvene spremembe. Včasih so se nam seje vlekle, sedaj je to več ali manj, gre kar hitro, ali je tako dobro gradivo pripravljeno, da ostali svetniki vidijo, da je vse ok. Jaz se včasih tudi oglasim. Oglasil sem se predvsem na tej cesti Krško, cesta krških žrtev, od mostu do Mercatorja, ko sem videl, da je v proračunu po 3 fazah narejeno, in sicer, da bi bila prva, druga, tretja faza in tretja faza, da bi bila izgradnja v letu 2023. Vsekakor se nisem mogel strinjati s to zadevo in sem na ministrstvu preveril, če res ni denarja, ker vemo, da to mora država financirati, in so oni takrat mi takoj rekli, ja, če bo občina uredila papirje, bomo imeli lahko do junija 2022 cesto narejeno. In to sem tudi na občinskem svetu povedal, tako da smo potem še enkrat skupaj šli na ministrstvo in na DRSI in se dogovorili, in jaz mislim, da zdaj papirji so pripravljeni, da se bo celotna cesta uredila do takrat. Pred nami je volilno super leto. Vaš prvi fokus so najbrž državnozborske volitve. Ja, ne bom skrival, sigurno so državnozborske moj prvi cilj. Kandidiral bom. Mislim, da sem v tem času se izkazal, da sem pokazal, da prihajam iz Krškega, iz Posavja. Tudi ljudje, ko jih spremljam, pa mi srečam, pa se dobimo in vidimo in pravijo, ja, dobro si, vse si dobro naredil, tako da pričakujemo, da bo še kandidiral. In lahko rečem, da bom seveda še kandidiral, ne. Tudi predsedniške volitve so pred nami. Imate v Slovenski nacionalni stranki morda kakšnega kandidata pripravljenega, oziroma ali boste koga podprli, že veste? No, to je še daleč. To bo enkrat poleti. Nismo se še nič pogovarjali v tej smeri. Pač je tako, da nam je prioriteta državnozborske 24. aprila. Danes smo se z enim kolegom gor videla, poslancem, ne bom ga poimensko imenoval, pa me je vprašal, če se že kaj pripravljam. Sem rekel, jaz sem se pripravljal 3 leta že, kjer se pa ni do zdaj pripravljal, da bo sam zdaj na koncu pripravljal, pa ne vem, kakšen uspeh bom imel. Tudi za sebe ne vem, kakšen ga bom imel, ampak vsekakor grem kandidirati najprej za državnozborske. Kakšen je vaš cilj, strankarski cilj, oziroma cilj stranke, koliko poslancev mislite, da boste imeli v naslednjem mandatu? No, to je dobro vprašanje. Glejte, nam ankete kažejo te, ko so na osnovi 700 do 1200, 1500, nekje nam kažejo vedno tam med 1,5 do 2,5. Dejansko vam lahko povem, da imam prijatelja, ki dela na teh anketah in mi je tudi zaupal, da nam dejansko kaže med 4 in 6%. Vendar, ko to pride v roke
Tistim, ki pa dajo zadnjo kljukico, da gre ven v medije, tisti pa spremenijo in razmečajo potem, ker smo pač trn v peti določenim političnim opcijam in nas hoče nekako spraviti ven. Glejte, nas ni strah, jaz osebno govorim, prave ankete bojo en teden po datumu, se pravi okoli 2. 3. maja, ko bojo prišli še glasovni listi iz tujine in takrat se bo vedelo. Tako kot pri teh leta 2018 ni nihče si mislil, da bo Slovenska nacionalna stranka prišla noter. Tako da jaz na te ankete ne devam. Utrip, ki je na terenu, določeni nas hvalijo, določeni nas grajajo, lejte se, to je pa čisto normalno človeško. Nazadnje pridejo še lokalne volitve, ki pa so za stranke ravno tako pomembne, sploh za tiste, ki si nekako širijo mrežo oziroma rastejo. Kakšni so načrti? Načrti so isti kot zdaj. Štartali bomo na lokalnih volitvah, občinski svet upam, da bo stranka prišla in to je to. Nenazadnje so to tudi županske volitve, se kaj spogledujete s to funkcijo? Glejte, tako vam bom povedal. Jaz ocenjujem, da Krško mora imeti župana Krčana. In to v vseh mandatih, to ni skrivnost, lahko preverite, sem imel vedno izpolnjen obrazec za župana. Ampak, ko sem ocenil, ko sem videl, da imamo Krčani svojega predstavnika, sem rekel, zakaj bi jaz še šel zraven pa glasove pobiral. In tako bo tudi zdaj. Če bom pa se odločil, vam pa lahko povem kot neodvisen kandidat, ne kot nacionalna stranka, s tem, da bom povabil vse stranke, meni ni nerodno, jaz lahko sodelujem, jaz sem dokazal že tudi v Ljubljani, da lahko delujem tako s koalicijskim kot z opozicijskim in glejte, ne nazadnje, mestna občina ne bi bila, če ne bi opozicijske stranke dali tudi svoj glas. Najlepša hvala, gospod Šiško, za tale pogovor. Hvala tudi vam.